about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fear? In ko snema piše rec, vidiš? Pa ne skozi tiščati skozi. Ne, spusti ga. In zdaj ko snema piše rec, ok? Zdaj moraš čisto gledati, čisto moraš zdaj gledati. Ok, ko pa hočeš ustaviti snemanje, pa spet tako pritisneš. Kar ustavi zdaj. Kar ustavi. Se boš pa še zmeri sliko videti, da boš ustaviti snemanje, veš? Gremo se skupaj postaviti spet, prosim, podivjajte. Jaz snimam. Idi ti. Ja, temu se reče gasilska slika. Tako. Kaj ti se mi slikaš vedno? Res? Ok. No, najprej lahko. Aha, to ti si pri hitrosti. Ja? Tomaž prej je super delo, ker se sploh nisi bil kdaj si strah, tako da si dele kvadratni. Ker če spustiš bo izgib. Ok, zdaj si jo pozabil, da mora biti na stiku. Nadej, enkrat. Ovo. Boljša je, boljša je. Slika. Najprej z levega profila. Še kaj te spredi? Ne, vse je v redu, sem me skr nazaj pomaknila. Evo, lej tukaj sem. Jaz imam osebnega. Ti imaš, ja. To boš šel. Tu. Deni. Kako se počutite, ha? Super. Anželika, Anžeta. Anže z neki šlo. Svira. Ja, ne, to pa ni bilo dobro zdaj. Ne. V redu? Zdaj pa začni računati. Ja. Odločuje Blaž, odločuješ doma. Tudi. Koliko imamo? Smo veliko najdli? Kaj smo najdli? Veliko smo najdli. Lej po s nami. Vidiš? Lenček. Kaj ste našli? Kaj pa zberete? Ostalo. Kaj ostalo? Ja, vse odpadke, kar ne paše točno kam. Ja. Večinoma je bilo stekla pa cigaretnih ogorkov. Jaz pa kličem na komunalo, da pridejo palate odpadke, pa se najavijo. Ne delajo. Tudi tiš vrečko noga, ker je plastika. Janja, govor! Vedno par stvari. Isto plastika. Ja. Ali drugače, ljubezen je življenje recimo, ampak seveda mi spremljamo porabo električne energije in sicer v enem dnevu, pogledajte, ta rdeča črta predstavlja enodnevno porabo električne energije v Sloveniji, se pravi v 24. Kar je zanimivo, lahko vidimo tako dodaleč, da vidimo neka dva taka klečka, dva kolena. Vsaki uri smo podali fotografije, ki kaže v bistvu
tiste aktivnosti človeške, ki praktično počnemo v istem času. Torej, če morate iti v službo v Ljubljano, ki se začne ob 8, se boste morali že ob 6 zjutraj vstati, ali celo 3. In tukaj lahko vidite, med 5 in 6 uro vidite, kaj ljudje ponavadi počnejo. Brijo se, pomivajo, recimo, zobje, tukaj punca, tukaj se tale brije, prižigajo se luči, ker je še tema, se greva se čaj, kava in tako naprej. Odlično. Zdaj smo pa že skoraj v elektrarni. Še en pregled avtobusa, ne vas, ker ne bomo izstopili, ker se ne bomo sprehajali. Boste pa videli notranjo zgradb, ki ste jih tam videli na maketi in si boste lahko malo predstavili. Edini proizvod naše elektrarne je električno energijo in električno energijo pošiljamo v omrežje. 400 kV. In gredo tukaj na vaši desni strani, je stikališče in daljnovodno polje in grejo po teh velikih daljnovodjih, gre električna energija pol do Zagreba, pol pa do Maribora. Hladilne stolpe, 3 baterije na levi strani, 3 baterije hladilnih celic. Še za rezervo imamo, se spomnite, majhna zelena zgradba, nizka, 2 dizel agregata. Eden, vsak ima moč 3,5 MW, eden je dovolj, da vzdržuje obratovanje varnostnih komponent. 2 imamo zato, da imamo enega za rezervo. Čeprav jo vsak mesec testiramo, če deluje tako redno. What have we done to the world? Look what we've done. What about all the people? Čakaj, napiši varčevanje. Prav, ampak lepo piše, prav? Pa Berlino. Napiši to. Če ne piše, potem kaj manj, strica gor, ne? Pa še nekaj manjka. Ločevanje. A je varčevanje? Ločevanje že. Aha. Varčevanje? Lahko jaz začnem, če predstavil, da sem na misel. Veste, če se točno danes, ker ste po vseh mestih smo z avtomobili in čakamo v teh križiščih in teh križiščih je velika gužva, na mesto avtomobilov, bi še zmeri gužva, ampak polna koles in ne bi vmes imeli plinov. In bi se po vseh teh mestih po Brestah vozili s kolesi, bi mogli kam tlej, recimo, če bi šli v Zagreb, bi šli z avtobusom, bi imeli 2 ure ali pa tako, po kakšnih teh mestih. Ne bi toliko avtomobilov rabili, bi imeli bolj takole, bi imeli avtobusov. Če bi imeli avte, bi imeli kakšno 2 ali 3 avte, več pa ne. Se pravi, pa na avtobus gre tudi lahko več ljudi, ne? Ja. Se pravi, da bi prešparali v bistvu tudi na benzinu, pa ekološko bi bili osveščeni, ne bilo toliko izpustov. Mi smo malo razmislili, že o tem, kaj smo govorili. Namesto plastičnih kozarčkov uporabljamo steklene, varčujemo z energijo, to so že prejšnji skupini povedali, gašamo luči, vodo, pa to. Pol zmanjšujemo količino odpadkov, to je, uporabljamo pač večkrat tiste stvari, ne mečemo, kar uporabimo v strano pa potem uporabljamo namesto avtomobilov javne prevoze ali pa kolo, gremo peš. Pol namesto baterij uporabljamo alternativne vire, kot so sončne celice, veter, voda, ja. Potem ločujemo odpadke na steklo, plastiko, embalažo, bioodpadke. Potem čistimo naravo, pobiramo samo odpadke.
razlog. No, mi zdaj ne bomo šli v to smer, ampak bomo šli v nasprotno smer proti severu. Čez je staro mestno jedro, tam si bomo pa ogledali nekaj najbolj znamenitih stavb. Zdaj pa prosim, lastniki gradu se odločili, da bodo ta grad res v celoti prenovili, ga utrdili tudi z obzidjem. Tako da je danes grad Brežice nekako tipična renesančna stavba. V tlorisu, če bi gledali od zgoraj dol, ima obliko pravokotnika in 4 vogalne stolpe. Včasih je bil ta grad obdan z jarkom, v katerem je bila voda. In tukaj, kjer imamo zdaj tak mostiček, ki vodi do vrat, je bil včasih dvižni most, preko katerega so potem, se pravi, če so dovolili, so lahko ljudje prišli čez, če ne.